Danes v prebranih celicah listamo po knjigi Reformatorji v stripu, ki na duhovit način predstavijo čudežnega dečka. Že v otroštvu je bil prepoznan njegov velik talent za jezik, zato so ga šolali in postal je veliki Jurij Dalmatin, tisti, ki je v slovenščino prevedel Biblijo. Strip sta brala in se ob njem smejala Juš in Ema. Živijo Ema. V stripu, ki ga je s pomočjo doktorja Kozme Ahačiča napisal Boštjan Gorenc Pižama in ilustriral Jaka Vukotič, se vrnemo v čas reformacije. Kateri so glavni liki? Glavni liki v tem stripu so Jurij Dalmatin, ki je prvi prevedel Biblijo v slovenščino, Adam Bohorič, ki je prvi napisal slovensko slovnico v latinščini, in Primož Trubar, ki je napisal prvi dve slovenski knjigi, Abecednik in katekizem. Skratka, trije veliki reformatorji, a ne? Ja. Kot sama praviš, ti je zgodovina zanimiva in ti je bila vsebina blizu, si imela pa nekaj težav s temi starinskimi izrazi, s katerimi a si mogoče ugotovila, kaj pomenijo? Imela sem težave s starinskimi izrazi in to so na primer malnar, ki pomeni mlinar, živelj, ki pomeni prebivalstvo, in naučila sem se tudi eno starinsko kletvico, ki je buzaraca in pomeni presneto. Ni prehuda, a ne? Ne. Kako si jih prevedla? Prevedla sem jih pa tako, da sem jih vpisala v spletni slovenski slovar knjižnega jezika in v portal Franček. Zelo iznajdljiv. Malo so mi pa pomagali tudi starši. Seveda, pomoč je vedno dobrodošla. Zdaj pa pozdravljava avtorja Boštjana Gorenca Pižamo. Pižama, ta knjiga oziroma strip je dokaj natančen življenjepis Bohoriča in Dalmatina. Nekatere stvari pa so vendarle plod tvoje domišljije. Katere bi izpostavil? Živjo, lepo pozdravljeni. Izmišljenih stvari je kar nekaj, ampak predvsem srečanj, ki so osnovana na raznih pismih in zapiskih reformatorjev. Od tistega, kar sem si pa čisto res izmislil, se mi pa zdi, mi je najljubše srečanje med Primožem Trubarjem in pa med Dalmatinovim mentorjem v Tübingenu, Herbrandom, ker ko sem videl njuni sliki in kako sta si podobna, sem rekel, iz tega moram narediti eno foro in sta mi dala snovi za cel kup enih situacijskih smešnic. Hvala, Pižama. Ema, ti je slučajno kaj znan izraz wunderkind? Ne, na začetku mi ni bil znan, zdaj pa vem, da to pomeni čudežni otrok. Čudežni otrok je po mojem mnenju otrok, ki veliko ve in je zelo bister in potem izstopa od svojih vrstnikov. Že čisto od majhnega, ne? Koga bi označila za wunderkinda? Wolfganga Amadeusa Mozarta, ki je že pri 4 letih skladal svojo prvo skladbico. Dobra izbira, hvala Ema. Zdaj pa greva še k enemu wunderkindu, ki ima pri svojih rosnih 26 letih že svojo TV oddajo. To je seveda Rok. Ja, hvala, Juž, za tole laskavo napoved. Dajmo raje reči, da se veliko čudežnega dogaja okoli mene, na primer druženje s čudežnimi, inteligentnimi in nadarjenimi tekmovalci. Vprašanje prebranih celic pa se glasi. Knjiga Reformatorji v stripu predstavlja obdobje slovenske reformacije in zgodbe nekaterih njenih glavnih predstavnikov. Zakaj je v delu dosti starinskih izrazov iz 16. stoletja, s katerimi je imela Ema težave? A. Ker besede kažejo, da je bila knjiga prvič izdana v preteklosti. B. Ker besede bralcu omogočajo lažje vživetje obravnavani čas. C. Ker sta z besedami pisca želela predstaviti pravo podobo razumevanja preteklosti. Ali D. Ker je z besedami iz 16. stoletja delo bolj zabavno. Ja, sem Boštjan Gorenc Pižama napisal, no? Na Kozmo Ahačič še. Aha, osnovna šola Mežica, vi pravite B, osnovna šola Vavta, vas pa C. Ja, delo predstavlja dogodke iz življenja Jurija Dalmatina in drugih slovenskih reformatorjev. Avtorja sta temu prilagodila tudi jezik, ki vsebuje več starinskih izrazov in zapisov. Pravilen je odgovor B.